Cenjeni obiskovalke in obiskovalci, prosim lepo, da se vsi posedete. Kmalu bomo začeli, res zelo kmalu, udobno se namestite, prepričan sem, da vam bo v naši družbi več kot lepo. Spoštovani, v dvorano prihaja predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Ne gre se za to, kolikrat padeš, šteje samo, kolikrat ostaneš, koliko to verjameš, koliko močno v to verjameš, na polno noto to verjamem, daj, petih zjutraj že ostanem, brez budilke v glavi imam alarm, evo me, jaz sem pripravljen na nov dan, nov tempo in nov flow imam, pripravljen vedno, to ni game, to je moj life. Gremo, to je naš fight, skupaj pišemo legendo, to je naš cajt. Dan se ga hara, vidim ste vara, tle se ne špara, polna dvorana, čaka nas zmaga. Moje srce, moja država, moji ljudje, moja zastava, stisnem zopet, do konca se gre, tukaj se čudeže čara. Čutiš, kaj se dogaja, ta povezava med nami obstaja, tale trdnjava se zdajle osvaja, hala bo spet ropotala. Sam to, gremo skup do finala, sam to.
verjamem tako močno, ne name se ne bo, prehajam po zlato, za tempo, daš, ta tempo, daš, ta tempo, 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 daš, ta tempo, daš, ta tempo, tempo, tempo. Spoštovani, dobrodošli na uradni prireditvi Parašportnik leta 2023. Na oder pa vabimo vaša voditelja večera, Mateo Pintar Pustovrh in Saša Jerkoviča. Spoštovani gostje, predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, predsednica Državnega zbora magistrica Urška Klakočar Zupančič, predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, vaša ekscelenca veleposlanica Francije Florence Levy, vaša ekscelenca veleposlanica Zvezne republike Nemčije v Sloveniji Natalie Kauter, direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Borut Sever, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez Franjo Bobinac, športnice in športniki, trenerji in trenerke, športni funkcionarji, fizioterapevti, pedagogi, cenjeni starši, predstavniki medijev in drugi gostje, lepo pozdravljeni na prireditvi Parašportnik leta 2023. Dear guests, the President of the Republic of Slovenia, Dr. Nataša Pirc Musar, President of the National Assembly, Urška Klakočar Zupančič, President of the National Council, Marko Lotrič, Your Excellency the Ambassador of France to Slovenia, Florence Levy, Your Excellency the Ambassador of the Federal Republic of Germany to Slovenia, Natalie Kauter, Director of FIHO, Borut Sever, Your President of the Olympic Committee of Slovenia, Association of Sports Federations Franjo Bobinac, dear athletes, coaches, officials, physiotherapists, teachers, parents, media representatives, and everyone else here tonight, welcome to the Para Athlete of the Year 2023 Gala. In pa seveda dobrodošel spet med nami tudi ti, Saša. Hvala lepa. Vem, da boš najbrž rekla, da se ponavljam kot koledar, da sem ti to povedal že lani, ampak res mi je veliko veselje, da sem lahko s teboj na odru, predvsem pa izjemna čast, da sem lahko v družbi namenoma, bom rekel, vrhunskih športnikov, ki so nam vsem lahko v izjemen vzor. Preden pa začnemo in izpostavimo tiste, ki so se najbolj izkazali v lanskem letu, predstavimo še damo, ki bo nocoj imela res polne roke dela. To je tolmačka slovenskega znakovnega jezika Natalija Spark. No in kot se spodobi, na oder najprej vabim v pozdrav predsednika Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja Damjana Lazarja. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, spoštovana predsednica Državnega zbora, magistra Urška Klakočar Zupančič, spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Marko Lotrič, visoki gostje, spoštovane športnice, športniki, trenerji, dovolite vam, da vam zaželim dobrodošlico v imenu Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja. Kot krovna organizacija na področju parašporta že ves čas skrbimo za spodbujanje mladih invalidov za športno udejstvovanje. Jih spremljamo pri njihovem razvoju, podpiramo na poti k uspehom in spremljamo na največjih športnih dogodkih. V zadnjih 6 desetletjih smo zrasli v resno krovno organizacijo, ki uživa velik ugled. Športnimi rezultati naših parašportnikov in usmerjanjem pozornosti nanje dajemo zgled ne le invalidom, temveč vsem državljanom Republike Slovenije.
kot dobitniki največjih odličij na največjih športnih tekmovanjih, pa tudi celemu svetu. Zveza že sedaj izvaja ali omogoča izvedbo 40 državnih prvenstev. In v letu 2023 so naši športniki odšli na 72 mednarodnih tekmovanj. V sistemu državnih prvenstev letno sodeluje preko 2500 invalidov. Mednarodnih prvenstev pa se udeleži okoli 200 reprezentantov letno, ki so prisotni na vseh celinah sveta. Leto 2023 je bilo zelo pomembno tudi za športniki, ki so poskušali pridobivati vozovnice za paraolimpijske igre v Parizu 2024. Lokostrelka, lokostrelec in parastrelec so to nalogo uspešno opravili že v preteklem letu. Upanje smerjamo še v ekipo ženske sedeče odbojke, atletike, boče in parakolesarjev. Po 12 letih se paraolimpijske igre ponovno selijo v Evropo, kar je velika priložnost, da se parašportnike in njihove športne dosežke v evropskem prostoru še bolje podpre. Prav tako je preteklo leto zelo pomembno bilo za športnice in športnike specialne olimpijade. Njih največji športni dogodek se odvija v nemškem Berlinu. Uspešnost udeležbe so dokazali s tem, ko so v Slovenijo prinesli kar 18 odličij. Veliko aktivnosti se je odvilo tudi na osnovnih šolah. Po vsej Sloveniji smo v okviru projekta Paraolimpijski šolski dan skupaj s parašportniki obiskali 23 osnovnih šol, kjer smo mlade učence seznanili s parašportom. V našem času je aktualen izziv integracija parašportnikov znotraj že obstoječih nacionalnih panožnih zvez neinvalidov, ki si jo prizadevamo izpeljati in bi bila lahko odločilen korak naprej v naši sodobni družbi. Veliko pomoč nam bo pred kratkim pridobljen evropski projekt Evropskih socialnih skladov, imenovan Aktivno inkluzivno, skupaj z Olimpijskim komitejem Zvezom športnih zvez, ki je partner projektu, bomo v nadaljnjih 5 letih poskušali integracijo parašportnikov tudi uresničiti. Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem, ki nam že leta vse to omogočajo. Že več desetletij je naš največji financer Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Finančno pomoč nudi našim kategoriziranim športnikom Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Fundacija za šport. Pokroviteljstvo nad našim projektom Postani športnik, s katerim v lokalnem območju nagovarjamo mlade invalide, da se vključijo v športne aktivnosti, je prevzelo podjetje Lidl Slovenija. Za potrebe po varni mobilnosti naših športnikov invalidov skrbi naš avtomobilski partner Toyota Slovenija. Naša vsakoletno najbolj radostno prireditev Paraolimpijski tabor za družine, ki skuša mladim ljudem približati šport, s katerim se lahko ukvarjajo, glede na njihove osebne zmožnosti. V letošnjem letu čez teden dni se pridruži še prvi zimski tabor, tabore pa aktivno podpira podjetje Lek, član skupine Sando. Loterija Slovenije aktivno pripomore k naši vidnosti in pozornosti z novimi inovativnimi poslovnimi modeli, hkrati pa vsi skupaj v javnosti prenašamo sporočilo, da so igralci iger Loterije Slovenije tudi člani slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, katerih delovanje omogočajo ravno finančna sredstva zbrana z igranjem loterijskih iger. Pomembno finančno podporo našim mladim, še neuveljavljenim športnikom pri njihovem začetnem športnem razvoju nudi projekt Mladi upi Zavarovalnice Triglav, ki skrbi tudi za aktivno promocijo parašporta po osnovnih šolah. Zahvaljujemo se vam, da ste podprli naše poslanstvo in s tem omogočili mnogo uspešnih, zglednih športnih in življenjskih zgodb. Ob vseh dosežkih si vsi skupaj zavedamo, da moramo postoriti še marsikaj, če hočemo nadaljevati uspešno tradicijo in slediti trendu razvoja parašporta v svetu. Izrekam tudi iskrene čestitke trenerjem, sodelavcem, strokovni službi pa velika hvala za njihov trud in delo, ki ga podarjajo in vlagajo v podporo odličnim športnim dosežkom.
Vsojo žarometov bodo danes na tem odru poleg uglednih gostov tudi naše najuspešnejše parašportnice in parašportniki v letu 2023. Vsem tistim parašportniki, ki pa svojo priložnost iščejo še v letu 2024, pa v spodbudo močno zaploskajmo. Hvala. To je bil naš gostitelj, gospod predsednik. Mi pa smo seveda izjemno počaščeni, da je z nami tudi predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Ki je mimogrede, ne morem iz svoje kože, tako so poročali športni časopisi, državna podprvakinja med mešanimi ekipami v bowlingu. Če bi bile pa 4 Nataše v ekipi, dobro, pol več ne bi bila mešana ekipa, bi bile pa državne prvakinje. Hvala lepa. Hvala, Saša. 4 Nataše ne bi bila dovolj niti za drugo mesto, tako da so bili moji sotekmovalci boljši od mene, jaz premalo treniram. Ampak sem prinesla svoje k srebrni medalji. Drage parašportnice, dragi parašportniki, spoštovani vsi prisotni, predsednica Državnega zbora, predsednik Državnega sveta, dragi Franjo, predsednik Olimpijskega komiteja, dragi Damjan, najlepša hvala za povabilo. V dobrem letu dni, odkar sem predsednica, se že 4. družimo na slavnostnih dogodkih, danes celo drugič. Dopoldan smo se veselili skupaj z dobitniki medalj specialne olimpijade z Berlina. Najbrž že veste, da je šport zapisan v mojem srcu, še posebej pa ste v mojem srcu zapisani vsi vi, parašportnice in parašportniki, ljudje z neizmerno voljo in energijo. Od najmlajših do najstarejših. Občudujem vašo voljo, vašo vztrajnost, vaš pogum, s katerim kljub vsem oviram dosegate osupljive rezultate in ste zgled vsem nam. Povsem se zavedam, da morate posamezniki vsak s svojimi ovirami in s tem povezanimi izzivi živeti pogumno in iznajdljivo vsak dan in ne samo na slovesnostih, kjer se običajno sliši veliko lepih besed in obljub. Imate pravico do enakovrednega vključevanja v našo družbo, uresničevanje te pravice pa je hkrati barometer strpnosti, zrelosti in demokratičnosti naše družbe. Vem, da se na tem testu pogosto ne odrežemo dovolj dobro. Zato si vsi želimo dejanj in sprememb v smeri krepitve naše socialne in solidarno naravnane države. Takih, ki omogočajo dostojno življenje vsem in najvišjo stopnjo vključenosti vseh, ki imajo kakršnekoli ovire. To je naša dolžnost in k temu smo kot družba zavezani prav vsak dan. K temu nas nenazadnje zavezuje tudi Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov oziroma oseb z ovirami. Kot sem že večkrat povedala, težko pričakujem ureditev osebne asistence na način, ki bo uporabnikom koristil in uredil tudi delovne razmere izvajalcem. V Državnem zboru prav te dni obravnavajo spremembe zakona, ki bodo uredile volilno pravico oseb z ovirami. Torej, korak za korakom si prizadevamo za razvijanje pravičnega sistema za vse osebe z ovirami, ki bo jasen, pregleden, ter ne bo dopuščal anomalij oziroma da bo teh čim manj. Spoštovani, zahvaljujem se organizatorju današnjega dogodka Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskemu paralimpijskemu komiteju. Vaše delo je izjemno pomembno, saj iz projekta v projekt, iz leta v leto delujete za in v dobrobit športnikov invalidov, da lahko uresničujejo svoje sanje in dosegajo neverjetne uspehe. Vključevanje vseh je vaše vodilo pri delu in prav tega si želijo osebe z ovirami.
Čestitke in hvala tudi vsem prisotnim in številnim drugim klubom po Sloveniji, ki skupaj s parašportnicami in športniki rušite stereotipe, kdo sploh je lahko športnik. Letošnje olimpijske igre in paralimpijske igre v Parizu bodo res nekaj posebnega. Parašportnice in parašportniki, ki ste danes z nami in boste naša ekipa v Parizu, boste lahko doživeli olimpijski duh na istih prizoriščih kot športniki brez ovir le nekaj dni pred vami. Vem, da so olimpijske in paralimpijske igre sanje vsakega športnika, ampak to res uspe samo najboljšim. Prepričana sem, da bomo utrinke iz Pariza videli tudi v mesečni res zanimivi oddaji Tempo, oddaji o parašportu, in zato gre zahvala tudi Radioteleviziji Slovenija. Vem, da ste v nestrpnem pričakovanju in da so priprave v polnem teku. Verjamem, da si želite vrhunskih uvrstitev in jaz vam jih že vnaprej privoščim. Če ima kdo od vas morebiti tremo, vam lahko kot športnica zaupam, kako jo pred nastopi premagujem sama. Najbolj pomemben je dober spanec pred tekmo, poslušam glasbo, ki me pomirja, in vedno verjamem vase. Ampak vem, da ima vsak svojo rutino že izdelano, kaj ne? A morda vam bo pomagalo, da boste vedeli, da mislim na vas in da vas spodbujam na daljavo. Če bo le možno, pa si bom z veseljem kakšno tekmo v Parizu ogledala tudi v živo. Vaš predsednik Damjan Lazar je naštel vse vaše izjemne dosežke v letu 2023 in vsem gredo moje iskrene čestitke. Prepričana sem, da boste v bližnji prihodnosti nanizali še kakšnega. Veselimo se vaših nastopov in navijali bomo za vas, a ne pozabite na staro olimpijsko geslo: pomembno je sodelovati in ne zmagati. Uživajte v duhu olimpizma, sklepajte nova prijateljstva in širite informacije o lepotah naše Slovenije, predvsem pa vedno ponosno nosite slovenski grb in nastopajte za domovino. V stari Grčiji so se med olimpijskimi igrami morale ustaviti vse vojne, ko bi se le tudi letos še bolje zavedno. A danes ni čas za slabo voljo, danes je čas za veselje. V posebno čast mi bo, že vnaprej povem, da parašportnici leta 2023 in parašportniku leta 2023 podelim posebni nagradi. Vsem parašportnicam in parašportnikom, ki ste danes z nami, potnikom na poletne olimpijske igre v Parizu, pa želim, da se vam izpolnijo načrti, ki ste si jih zastavili. Zmagovalci ste že, zato ker vsi invalidi vsak dan dokazujete, da nič ni nemogoče, če smo pripravljeni vložiti trud in predvsem, če premagamo ovire v glavah. Moram pohvaliti današnji dopoldanski dogodek, ko so me v predsedniški palači obiskali udeleženci specialne olimpijade, ki je bila letos v Berlinu, in hvala lepa veleposlanici Zvezne republike Nemčije, ki je danes tu med nami. Hvala lepa tudi veleposlanici Francije, ki bo gostila prihodnje olimpijske igre. Drage moje plesalke in plesalci, tamle zadaj ste v redu? Ste z mano? Bravo! Tako lepo so zaplesali dopoldan in mi dali eno posebno energijo za dogodek, ki je temu sledil, namreč zaslišanje na preiskovalni komisiji v Državnem zboru. Ampak tudi zaradi vas, udeleženci specialne olimpijade, sem to zmogla. Še enkrat hvala lepa za obisk. Mislim na vse vas in srečno vsem, srečno parašportnice in parašportniki. Hvala lepa. Ja, zdaj pa je čas, da pod žaromete povabimo tiste, zaradi katerih smo se danes pravzaprav tukaj tudi izbrali. To so naši cenjeni parašportnice in parašportniki. Svoje uspehe so v minulem letu gradili in zgradili na številnih treningih, odrekanju, trdemu delu, pogumu in vztrajnosti.
Začeli bomo z znaki Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja za športno udejstvovanje. Pa jih kar takoj predstavimo. Znake Zveze za športno udejstvovanje bosta podelili njena ekscelenca veleposlanica Nemčije v Sloveniji Natalie Kauter in Polona Škrbec, vodja oddelka službe za korporativno komuniciranje in upravljanje družbene odgovornosti pri zavarovalnici Triglav. Obe vabljeni na oder. Your Excellency, Miss Natalie Kauter, please join us on stage for this next presentation. Pustite mi zmagati, če pa že ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu, pravijo naši specialci, ki so v preteklem letu bili na poletnih svetovnih igrah specialne olimpijade, kot ste lahko slišali v Berlinu. Na igrah je tekmovalo reci in piši 7500 športnikov iz 176 držav, merili so se v 16 športih, naša odprava pa je osvojila 18 kolajn. In naj se nam zdaj na odru pridružijo vsi naši dobitniki medalj s svojimi trenerji. To so plavalci Ajdan Orož, Amadej Kremžar, Luka Temnikar, Sabina Cimprc s trenerjema Katarino Praznik in Rokom Hajdom. V našo družbo vabim tudi balinarja Dejana Đorđevića ter Jožico Silo ter trenerja Sebastiana Koželja in Miho Kraševca. Pa nogometaši David Kozina, Dejan Antolič, Gašper Zaviršek, Goran Pajovič, Janez Črne, Janko Levstek, Markus Abs, Matija Čamer, Peter Lenart in Robert Lah, ter pa trenerji Suzana Bohorč, Domen Počeka, Gregor Rozman, Gregor Weiss in Anej Zakonšek. Aplavz bosta dobila tudi kolesarka Štefka Kranjc in trener Matjaž Ferrarič. Pa še namizno-teniška igralka Tjaša Prah s svojim trenerjem Hasanom Sinanovićem. Tu sta tudi judoista Tine Miller in Urška Dolar ter trenerja Tina Pestotnik in Timotej Verdel. Res iskrene čestitke, še enkrat prosim za tale čudovit šopek, velik aplavz.
Če vam je morda ušlo, podeljenih je 37 priznanj v 7 športnih panogah. Navdušili so predsednico, navdušili so seveda tudi navijače, ki so jih spodbujali in navdušujejo tudi nas, ne le danes, praktično vsak dan. Nihče ne bo ostal brez skrbi, vsak dobi svoje priznanje. No, nekateri so pa tako prijazni, da so nam svoje medalje prinesli tudi danes že kar pokazali. Res je. Pokaževa še midva medaljo vsem ostalim? Kar takole. A še ugriznete vanjo, če je prava? Prava! Prava je! Ja, veš, Saša, tako lepega nakita pa tudi moški nam, ženskam, ne morete kupiti. Res je, tega se ne da kupiti, to se lahko kvečemu pribori in to po zares trdem delu. Kar trdo delo tudi za naši podeljevalki že takoj na začetku. Seveda, omenil sem 37 priznanj. Fanti in dekleta, na katero tekmovanje greste sedaj, kam? Da slišim? V Kranjsko Goro? Kaj se dogaja? Smučanje v Kranjski Gori? A bo še sneg? Tek na smučeh, smučarji? Dobro. Bomo spodbujali tudi v zimskih športih. A v Turčijo? Plavanje v Antaliji? V morju ali v bazenu? Dobro. Prsno, hrbtno? Čestitam, tako je. Torej, zdaj pa vsi aplavzi skupaj, ki so se zbrali še enkrat za naše specialce. Hvala lepa! Kar greva počasi. Greva, pa kar z mano vsi. Tako. Iskrene čestitke. Držite se. Zdaj pa je že čas za plesni premor. Z nami so plesalci plesne skupine Venas, ki se bodo preko izraznega giba dotaknili zelo abstraktnega pojma časa. Nastopajo učenci posebnega programa in nižjega izobrazbenega standarda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje in prostovoljki večinske osnovne šole.
No, nadaljujemo pa s podelitvijo znakov Zveze za šport invalidov Slovenije Slovenskega paraolimpijskega komiteja za osvojeno medaljo na Evropskem prvenstvu v neparalimpijski športni panogi. Na oder vabim podeljevalca, predsednico uprave Loterije Slovenije Romano Žirandon in predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Franja Bobinca. Naša prva poteza v tej rubriki pa bo skakač F3, recimo. Tretje mesto na tretji deski je na Evropskem prvenstvu za slepe in slabovidne v šahu dobil Marjan Štimec pod vodstvom trenerja Leona Mazija. Vabljena na oder! Šah je tudi edini šport, v katerem se lahko slepa oziroma slabovidna oseba povsem enakovredno kosa za ostalimi. Na Evropskem prvenstvu v kegljanju za gluhe v Nemčiji so medalje osvojili Gregor Skalicki, Aleš Peperko in Tomaž Klemen.
Trener je bil prav tako Aleš Peperko in vse seveda lepo vabimo na oder. Reprezentanca slepih in slabovidnih kegljačev že lep čas sodi v sam svetovni vrh. Na Evropskem prvenstvu v Romuniji je osvojila kar 9 kolajn, 2 zlati, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo je osvojil Sašo Kajtna, Mitja Osolnik je osvojil bron in zlato, ekipno zlato so osvojili Slavko Muhič, Igor Žagar, Jože Lampe, Marjan Žalar in Tomaž Furlan. Zlato in srebrno medaljo je osvojila Jelka Orban. Vsi dobitniki medalj skupaj s trenerjem Sašom Kajtno in podajalkama Karmen Praznik in Marijo Fras vabljeni na oder. Ob tem dosežku se moramo spomniti tudi našega cenjenega podajalca Silva Oražma, ki se je oktobra leta 2023 od nas žal poslovil. Matej Brajkovič pa je najboljši slovenski igralec biljarda za parašportnike. V letu 2023 je kot prvi Slovenec med invalidi in neinvalidi postal evropski prvak v biljardu na vozičku. Na oder vabimo torej aktualnega evropskega prvaka Mateja Brajkoviča, ki bo nagrado prejel tudi za svojega trenerja Mitjo Gradišnika. Povsem dovolj prostora je. Saj veste, kjer je takšno veselje in kjer je toliko uspehov, nikjer ni pretesno. Lahko še nasmešek za vse televizijske kamere in fotoaparate. Dobili boste pa tudi glasen aplavz. Najlepša hvala in še enkrat iskrene čestitke. Pošlo, pomagam. Nadaljujemo s podelitvijo srebrnih znakov, ki jih Zveza podeljuje za osvojene medalje na evropskih prvenstvih v paralimpijski športni panogi ali panogi olimpijade gluhih. Srebrne znake bosta podelila Mojca Pavlin, komunikacijski menedžer v podjetju Lek Sando in podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, Gregor Gračner. Dobrodošla v naši družbi. In kar takoj poglejmo, kdo si je prislužil ta trak. Na Evropskem prvenstvu v atletiki za gluhe športnike je Iris Breganski pod vodstvom trenerke Mojce Breganski osvojila bron v mnogoboju in skoku v višino. Prav tako je Tadej Enci v teku na 400 metrov in v teku na 400 metrov z ovirami osvojil bronasti medalji. Njegov trener je Gregor Dobršek. Srebrno medaljo v teku na 100 metrov z ovirami in zlato medaljo v skoku v daljino, višino in v mnogoboju je osvojila Lea Glojnarič pod vodstvom trenerja Istoka Glojnariča. Vse 3 atlete in njihove trenerje vabim na oder.
Naslov evropskih podprvakinj pa so si na Evropskem prvenstvu odbojki sede v Italiji priborile naše odbojkarice sede. Ekipo sestavljajo Lena Gabršček, Valentina Brik, Jana Ferjan, Bogomira Jakin, Senta Jeler, Suzana Ocepek, Klara Vrabič, Tija Vrhovnik, Barbara Kocmur in Vesna Pogačar. Njihov trener je Simon Božič, pomočnika pa Danica Gošnak in Tjaša Vidic. V ekipi je nepogrešljiv tudi fizioterapeut Štefan Kneževič. Prav vse vabimo na oder. Tako, zdaj smo na odru v popolni postavi, tukaj so tudi izvrstne odbojkarice. Je pa zanimivo, ste opazili, gre za športnike, ki res izstopajo, ki so v ospredju. Tole pri nas na odru pa grejo čisto nekam v stran, k steni. Tudi naši podeljevalci so vsako leto bolj zverzirani, se ti ne zdi? Res je. To je to? Torej še enkrat čestitke prejemnikom srebrnih znakov. Zdaj pa nekaj povsem drugega, dame in gospodje, čas je za ples. Paraplesalci, parket je vaš.
Vsi, ki ste bili z nami tudi lani, se najbrž spomnite, da sva približno ob tem času tudi midva z Matejo zaplesala. Meni se je zdelo čisto v redu, priznam, organizator pa si je letos zaželel, če lahko to točko v scenariju izpustim. Ja, si me obtožil, da so moja kolesa škripala, ampak imam jaz bolj na sumu, da so bila tvoja kolena. Oprosti za te nevšečnosti lani in letos. Plesala bo potem, v redu? Velja. Zdaj pa bomo nadaljevali z zlatimi znaki, ki jih podeljujemo za osvojene medalje na svetovnem prvenstvu v paralimpijski disciplini ali disciplini olimpijade gluhih. Podelila jih bosta veleposlanica Francije v Sloveniji, njena ekscelenca Florence Levy in Yosuke Arai, predsednik družbe Toyota Adria. Vabljena na oder, Your Excellency Miss Florence Levy and Yosuke Arai, please join us on stage for the presentation. Marino Kegel je na svetovnem prvenstvu v tenisu za gluhe športnike v Grčiji osvojil bronasto medaljo. Ker sta Marino in njegov trener Darko Kegel trenutno na odprtem prvenstvu tenisa v Avstraliji, v Melbourneu, vabimo, da priznanje prevzame Marinova mama, gospa Majda Kegel. Kdo pa je naš drugi prejemnik zlatega znaka? Kar poglejmo. Prav tako že zelo izkušen na našem odru parastrelec Franček Gorazd Tiršek že vrsto let ostaja v svetovnem vrhu. V letu 2023 je v disciplini R4 zračna puška stoji SH2 na svetovnem prvenstvu v Peruju osvojil bronasto medaljo. Le nekaj mesecev predtem pa je na Nizozemskem v isti disciplini osvojil naslov evropskega prvaka in si tako pristreljal tudi kvoto za paralimpijske igre v Parizu. Tirškova trenerka je Andreja Gorjuk. Oba vabljena na oder. Gospod Franček je bil z nami, ampak je moral za trenutek skočiti ven. Tudi on si vsake toliko časa lahko prisluži odmor. Res je, res je. Prihaja, kar dajmo ga pozdravi z aplavzom. Ja, po tolikih priznanjih in letih si pa zdaj še on privoščil predsedniški prihod. Ja, res je, bravo, lepo si povedala. Veš kaj, imam ga še nekaj na sumu, da je on rekel, jaz bom itak na vrsti na koncu, ko so tiste glavne nagrade, ampak gospod Franček, že zdaj ste na vrsti. Dobrodošli v naši družbi. Torej našim prejemnikom zlatih znakov. Pa mami tudi, seveda mami. Saj veste, mama je ena sama. Še enkrat, bravo!
Pokloni, najlepša hvala. Thank you, our presenters. Your work for tonight is done. Želel bi si, da to preberem bolj vedro, pa brez knedla v grlu. Ampak žal ne gre, ker je odšel prezgodaj. Če nekaj delaš s srcem in imaš nekaj tako zelo rad, potem ti ni težko iti na trening. Strelstvo je zahteven šport. Drill, drill, drill. Vsak dan, vsak čisti gibi. Da pa traje me nekaj zaslug v mojih genih, ki sem jih podedoval, pa seveda v trenerki Poloni, ki me vedno znova zna motivirati, da sem sposoben za vrhunske rezultate. Leto je pred paralimpijskimi igrami v Tokiu leta 2021 razmišljal Franc Pinter Ančo, ki je svoje kolajne in dosežke v parastrelstvu beležil pod taktirko trenerke Polone Sladič. Igre v Tokiu so bile zadnje, 8. po vrsti paralimpijske igre za Pinterja. Parašportu je bil na vrhunski tekmovalni ravni zapisan več kot 40 let. Leta 1991 je v Avstriji prišel do norme za svoje prve paralimpijske igre v Barceloni naslednje leto. Nastopil je še na igrah v Atlanti, Sydneyju, Atenah, Pekingu, Londonu, Riju in Tokiju. Osvojil je 4 medalje za Slovenijo, 3 srebrne, Atlanta, Sydney in Atene, in bronasto v Pekingu, vse za zračno puško stoje. Bil je tudi evropski in svetovni prvak ter zmagovalec svetovnega pokala v parastrelstvu. Toda lani decembra je telo klonilo, bolezen je bila močnejša, a spomin na enega najuspešnejših parastrelcev bo živel večno. Ančo, hvala za vse. Hvala za tvojo skromnost, hvala za tvoj izgled in predanost. Hvala, ker si bil velik človek. Zavedno nam boš ostal v spominu.
Z nami je bil saksofonist Maksim Gal, eden od letošnjih mladih upov, to je program, v okviru katerega zavarovalnica Triglav spodbuja tudi finančno nadarjene mlade, med njimi tudi parašportnike. In tudi nadaljujemo z mladimi, podelili bomo namreč priznanji za najbolj perspektivnega mladega parašportnika in parašportnico. Na oder zato kar vabim Metko Šilar Šturm, vodjo področja korporativno komuniciranje v podjetju Lidl Slovenija in pa Boruta Severja, direktorja FIHA, da podelita omenjeni priznanji. Pa spoznajmo dobitnika teh dveh priznanj. Bivša slovenska reprezentantka mlajših nogometnih selekcij je zadnjih 5 let nepogrešljiva članica slovenske paraodbojkarske reprezentance. Študentka magistrskega študija psihologije pa je poleg odbojke SD aktivna tudi v futsalu in nogometu. Poleg tega pa je aktivna trenerka nogometa za UEFA B licenco. Z reprezentanco odbojke SD je osvojila nekaj vidnejših rezultatov na mednarodnih prvenstvih, v lanskem letu 2. mesto na Evropskem prvenstvu v Italiji, leto poprej pa 4. mesto na svetovnem prvenstvu. Priznanje za perspektivno mlado parašportnico dobi Tija Vrhovnik. Pa še enega prejemnika imamo v tej kategoriji. Poglejmo. V svoji beležki ga imajo zabeleženega trenerji in ogledniki klubov iz vseh najboljših lig v Evropi, vendar se zaenkrat še ni odločil za profesionalno igranje v kakšnem od evropskih klubov. S košarko na vozečkih se je pričel ukvarjati pri 19 letih, 2 leti po poškodbi. Zelo kmalu pa je bil tudi priključen reprezentanci. Danes je standardni član slovenske udarne peterke, zaenkrat pa tudi prvi strelec ekipe Parasport Slovenija. Odlikuje ga predvsem dober met z razdalje ter veliko mehkobe in občutka za samo igro, zato izkušenejši soigralci zelo radi igrajo z njim. Trenutno je tudi član ekipe RBB Flintstones Graz, ki nastopa v najmočnejši avstrijski ligi. Priznanje za perspektivnega mladega športnika dobi košarkar David Škorjac. Perspektivni mladi športnik David Škorjac. S kakšno lahkoto je opravil sklančino. To je pa mladost, Saša. Ja, res je. Se lahko še mlada dama in mladenič malce stisneta drug drugemu za fotografijo? Takole. A smo danes prvič na odru skupaj? Nismo zadnjič, imam občutek. Čestitke in nasvidenje, hvala lepa. Zdaj pa so na vrsti priznanja, ki jih prejmejo posamezniki in posameznice, ki so svojim osebnim doprinosom v minulem letu pripomogli k večji prepoznavnosti in otisu parašporta ter parašportnikov v slovenski družbi. To je obenem tudi zahvala zveze izbranim posameznikom, s katerimi so stkali zavezništvo in partnerski odnos. Priznanja prijateljem parašporta bosta podelila predsednik Slovenskega paralimpijskega komiteja Damjan Lazar in direktorica Termane, poznamo jo od lani, ko je postala dobitnica tega priznanja, Mojca Leskovar.
Pa si med tem kar poglejmo, kdo je prva letošnja prijateljica parašporta. Pri svojem delu s parašportniki izredno strokovna, hkrati pa srčna in predana in največja navijačica na tekmovanjih. Prvič se je kot zdravnica paralimpijske reprezentance udeležila paralimpijskih iger v Atlanti leta 1996 in kasneje še na 5 paralimpijskih iger ter tudi drugih tekmovanj, zlasti v sedeči odbojki. S parašportom je že več kot 25 let povezana tudi preko predavanj na usposabljanjih, kjer posreduje svoje bogato znanje in izkušnje bodočim trenerjem. Profesorica dr. Helena Burger je od leta 1993 zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča. 10 let je bila njegova strokovna direktorica, trenutno vodi tamkajšnji oddelek za rehabilitacijo pacientov po amputaciji. Za vso predanost in doprinos k razvoju parašporta se ji zahvaljujemo s priznanjem prijateljica parašporta. Glede na tale opis vas najbrž ne bo preveč presenetilo, če povem, da se je tudi nocoj morala opravičiti za svojo prisotnost in ji bomo seveda priznanje s svojo veliko zahvalo izročili pozneje. In ji tudi po tej poti iskreno čestitamo, ampak takoj poglejmo, kdo je naslednji prijatelj parašporta. Odlična nekdanja parašportnica je sodila v sam svetovni vrh pri metu kopije. Že več kot desetletje pa skrbi za administracijo na največjem namiznoteniškem turnirju na svetu, ki ga gostimo v Laškem. S svojimi izkušnjami je v času pandemije v rekordno kratkem času uspela pridobiti vsa soglasja za organizacijo turnirja in vsa potrebna garantna pisma za udeležence prvega kvalifikacijskega turnirja za paralimpijske igre v Tokiu. Tanja Cerkvenik je vsem nam velik vzor, saj svojo predanostjo in odgovornostjo predstavlja navdih vsem, ki sodelujemo pri njenem strokovnem delu. Za vso predanost in doprinos k razvoju parašporta se ji zahvaljujemo s priznanjem prijateljica parašporta. Naši prijatelji so pa letos zelo zaposleni, a? Poglejva, če je tretji med nami. Že 20 let je odgovoren za logistiko in prevoze na najštevilčnejšem paranamiznoteniškem turnirju na svetu. Je član organizacijske ekipe, ki svojo ekipo izkušenih in predanih voznikov skrbi, da vsi udeleženci dobijo organiziran prevoz od letališč do samega prizorišča tekmovanja. Je eden redkih, ki točno pozna vsa večja prevozna sredstva, ki so prilagojena za prevoz ljudi z gibalno oviranostjo. Za parašport se Aleš Letonja Špec trudi tudi kot učitelj športne vzgoje na osnovni šoli. Med drugim vsako leto poskrbi, da je na turnirju v Laškem veliko mladih navijačev in pobiralcev žogic. Za vso predanost in doprinos k razvoju parašporta se mu zahvaljujemo s priznanjem prijatelj parašporta. Ne boste verjeli, tudi Aleša ni. Opravičil se je, očitno ima nekaj težav z logistiko. No, zato pa bova zdaj imela več sreče, kajti naslednji prejemnik pa veva, da je tukaj. Zakaj? Ne vem. Ker ga bova morala posebej prositi, da vsaj za trenutek odloži delo in se nam pridruži. Kdo pa je, to me prav zanima. Ukvarja se s številnimi športi, od kolesarstva, tenisa do potapljanja in podvodnega hokeja. Leta 1999 se je pri vzpostavljanju kolesarskega projekta srečal s fotografijo in se, kot sam pravi, vanjo popolnoma zaljubil. 5 let kasneje je začel z delom kot športni fotograf in tako svoj hobi spremenil v poklic. Slovenskim paralimpijskim komitejem tesno sodeluje od paralimpijskih iger v Londonu 2012. Od takrat dalje je bil redno na vseh poletnih paralimpijskih igrah kot naš uradni fotograf. Vid Ponikvar pa za nas ne fotografira samo na paralimpijskih igrah, ampak pokriva tudi kopico drugih dogodkov in tako predano skrbi za odlične fotografije naših parašportnikov. Za vso predanost in doprinos k razvoju parašporta se mu zahvaljujemo s priznanjem prijatelj parašporta.
Res je tukaj. Ja, ampak kdo bo pa zdaj fotografije naredil? Ja. Vid, samo malo, lepo prosim. Običajno je Kovačeva kobila vedno bosa, ne da? Kdo vas bo pa fotografiral, da si kar tjale se dajte, takole. Ja. A lahko počepnete, da se še predsednica vidi? Ja, čestitke vsem, čeprav smo uspeli ujeti samo enega, pa še to zelo na hitro. Ampak vsi so pravi prijatelji in jaz sem prepričan, da se bomo prihodnje leto družili skupaj z vsemi prijatelji. Še enkrat čestitke vsem prejemnikom priznanj, hvala lepa tudi podeljevalcema. Predvsem pa vsem iskrena in velika hvala. Tako. Podelitve pa nadaljujemo s plaketami, ki jih bomo podelili športnikom za izjemne dosežke. Priznanji bo podelil Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta. Poglejmo, kdo si je priznanje prislužil. Vsestranska atletinja Lea Glojnarič je na Evropskem prvenstvu gluhih postavila nov mejnik v svoji karieri. V mnogoboju je prebila magično mejo 5000 točk in tako z dosežkom 5085 postavila nov svetovni rekord, za kar Leji iskreno čestitamo. Tudi tu imamo še enega prejemnika in sicer paralokostrelec Dejan Fabčič je minulo uspešno leto kronal z novim evropskim rekordom. V dvoranskem lokostrelstvu na razdalji 18 metrov v parakategoriji Recurve Men Open v Luksemburgu je postavil novo rekordno znamko s 551 zadetimi krogi, za kar Dejanu iskreno čestitamo. Plaketi sta v pravih rokah pri Dejanu in Leji. Čestitke in najlepša hvala. Pesem Amigos para siempre oziroma v slovenščini Prijatelja za vedno je bila leta 1992 uradna pesem od odprtju poletnih olimpijskih iger v Barceloni. Glasbo zanjo je napisal angleški skladatelj Andrew Lloyd Webber, originalno besedilo je v angleščini, razen naslovnega besedila, ki se ponavlja v španščini. Na našem odru jo bomo danes slišali v izvedbi opernih pevcev, sopranistke Petre Vrh-Vrezec in baritonista Ala Vrezca.
seem to know whatever mood I'm going through. Feel as thought I know you forever. Can look into my eyes and see the way I feel and how the world is treating me. Maybe I have known you forever. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love that cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Share more, my friend. We haven't started yet. Something happens when we are together. When I look at you, I wonder why there has to come a time when we must say goodbye. I'm alive and we are together. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love that cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. To pa je bilo, ne da? Ja, kako lepo, Saša, midva bova tudi prijatelja za vedno, a ne? Pel pa ne bom tako. Bi z veseljem, ampak... Ostajava pri svoji službi. Pri meni se samo tule trese, veš, takole, če bi zapel. No, mi, spoštovane dame in gospodje, pa smo prišli do vrhunca današnjega večera, ko bomo razglasili najboljšo športno ekipo ter najboljša posameznika med parašportniki minulega leta. Na oder vabimo predsednico Državnega zbora, magistro Urško Klakočar Zupančič, da podeli priznanje najboljši ekipi.
Pa nič ne izgubljajmo časa, kar takoj poglejmo, katera ekipa je to. Ženska reprezentanca odbojke sede že več kot četrt stoletja sodi v evropski in svetovni vrh. To so odbojkarice pod taktirko selektorja Simona Božiča potrdile tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v Italiji, kjer so po izjemnih igrah osvojile srebrno odličje in napovedale kandidaturo za nastop na letošnjih paralimpijskih igrah. Letos aprila jih na Kitajskem čaka še zadnji kvalifikacijski turnir. Bomo držali pesti, kaj ne da? Seveda potrebujemo močno ekipo. Tako, da jim uspe in da se še četrtič uvrstijo na igre. Spoštovane odbojkarice, še enkrat vabljene na oder. Kakšna resnost, pa saj ste ekipa leta! Prvi vrhunec večera, podelili smo priznanje najboljši ekipi leta. Katera je kapetanka ekipe? Zakaj pa tako plaho? Iskrene čestitke, ne morete se izogniti temu novinarskemu klasičnemu vprašanju, kakšni so občutki? Ja, k sreči smo v parašportu res navajeni improvizacije, tako da upam, da tale govor uspešno speljala oziroma vprašanje, občutki so izjemni. Hvala. Zakaj niste prevzeli nagrade? Imam premalo rok, da bi in nagrado in mikrofon držala. Še čisto na kratko, kvalifikacijski turnir za paraolimpijske igre, to je pospravljeno. Ja, mi računamo, da ja. Rabimo pa podporo, tako da z vami skupaj bo uspel. Ekipa leta, naše odbojkarice! Hvala lepa odbojkaricam in seveda strokovnemu vodstvu. Bravo, punce! Zdaj pa bo čas, da nagradimo še najboljša posameznika med parašportniki v letu 2023. In kot je omenila že v svojem nagovoru, bo to čast prevzela predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, ki jo ponovno vabim na oder.
Prisluhnite zdaj tole. Gluha atletinja Lea Glojnarič je s svojimi dosežki zaznamovala tudi minulo tekmovalno leto. Kljub poškodbam se je uspela pod taktirko trenerja Iztoka Glojnariča tako dobro pripraviti, da je vnovič zablestela na mednarodni ravni, takrat, ko je bilo najbolj treba. Na Poljskem je na Evropskem prvenstvu na prostem postala evropska prvakinja v skoku v višino, skoku v daljino in v mnogoboju. Za nameček je bila srebrna v teku na 100 metrov z ovirami. Srečne vse tiste, ki so tekmovale v maratonu. Ker če se bo prijavila še na maraton, bo že tam najboljša. Vse skupaj je izjemna napoved za letošnjo svetovno prvenstvo in olimpijado gluhih, ki bo prihodnje leto. Lea Glojnarič, vabljena na oder, postala si parašportnica leta. Ker imate res polne roke, bom jaz držal mikrofon. Iskrene čestitke. Težko leto je bilo, ampak tako lepega ste si in nam naredili. Ja, res je bilo težko leto. Imela sem tudi poškodbo kolena in sem rabila res dolgo rehabilitacijo, ampak sem se kar počasi vrnila nazaj, tako da uresničila se mi je tudi želje oziroma cilje, ki sem jih imela v letu 2023 in sem pač res vesela in ponosna na to. Rada bi se pa zahvalila vsem vam za podporo in pa tudi iskreno se zahvaljujem za Parašportni zvezi Slovenije, Zveza gluhih in Zveza gluhih in naglušnih in pa družini in pa predvsem navijači. Hvala vam. Lea, hvala. Naj bo naslednje leto vsaj tako lepo, kot je tole. Športnica, parašportnica leta. Ne, Leo bomo kar obdržali na odru, če nam ne bo pobegnila. Še za fotografiranje pa to, seveda. Še nekoga Saj ste potrebujemo najbolj danes izmed vseh. večer. In sicer Frančka Gorazda Tirška, ki je, kot smo danes že omenjali, že vrsto let sinonim za vrhunskost. To je potrdil tudi v letu 2023, ko je imel nemalo težav s svojo puško, za nameček pa so mu doma škodo naredile še avgustovske poplave in preprečile ključen trening v pripravah na Evropsko prvenstvo. A je šampion iz Gornjega Grada spet potrdil svoje mojstrstvo v ključnih trenutkih, ne tako kot jaz. Na Nizozemskem je postal evropski prvak, v Peruju pa osvojil še bron. Za evropski naslov pa je bil dovolj tudi za uvrstitev na Paralimpijske igre v Parizu, kjer bo vnovič sodil v najožji krog kandidatov za najvišja mesta. Franček Gorazd Tiršek, pridi ponovno na oder, postal si parašportnik leta 2023. Tole vam pošilja še podjetje, ki prodaja pohištvo, da boste vseh tistih 22 nagrad, ki ste jih že dobili, pa naslednjih 12, ker vsako leto se tukaj srečujemo, ne da jih boste lahko kam zložili. V redu? Evo, takole. Do 2:32 bo zadosti zaenkrat, ne da?
Uršek, saj ste se razveselili te nagrade, tega mikrofona, ki sem ga pa pripeljal, pa ne najbolj, ne da? Ja, to je bilo res kar zanimiv prevzem te nagrade, tega, da sem bil zelo počaščen, da sem jih dobil na tak način. A je dovolj prostora za vse, še za tistih 12, ki jih boste dobili? Ja, bomo nekako se potrudili, da jih zložimo. In drugačka je novega? Vsako leto sva že skupaj na odru. Ja, ravno sem razmišljal tamle, ko ste me proglasili za najšportnika, da danes niti nisem mogoče primerno oblečen za ta naziv, ampak malce me je bolezen preganjala, pa sem se malce topleje oblekel. Čisto v redu. Pojedel sem malce likadolov pa česna, tako da sem se lahko nekako deležil današnje prireditve, ampak prišel sem kot pravi športnik in hvala za vse. Vmes ste nam že malo ušli, vidim, ne da? Ja, malce sem mogel iti na zrak, ampak sem se kar hitro vrnil. Dobro. Še to mi povejte, ste za kombijem? Ali razšraufamo tole? Ja, mama z mojo trenerko kar velik avto, tako da se da vse naložiti. Najlepša Glede na hvala. to, koliko imamo opreme za tekmovanje, vse je treba za vse poskrbeti in biti pripravljen tudi na takšne presenečenja. Bom pa jaz vseeno malce umaknil, da bo kader za fotografe lep. To sta namreč parašportnica in parašportnik leta. Sicer res ima že veliko teh nagrad, ampak mu jo vseeno vrni. Ja, seveda, vse bom kar jaz odnesel. Še malo bosta počakala. Ja, fotografa smo prej na odru zadržali, pa Ja. zdaj potrebuje nekaj dodatnih sekund. Zdaj plačo služi pravzaprav. Vidva še kar ostanita na odru trenutek ali dva. Ja, kaj ne rečem, pri koncu smo, videli ste sami, kako imenitne parašportnike imamo, ne le samo, da so odlični športniki, so tudi izjemni ljudje, vsem nam navdih v vsakdanjem življenju. Hvala vsem, ki jih na tej poti pogosto zelo zaviti spodbujate in hvala, ker ste bili z nami. Dear guests, these were our very best of 2023. It's with great expectations and optimism that we look forward to this Paralympic year. Thank you for being with us tonight, and please spend some more time at the reception in the lobby with us tonight. Vsi gostje, hvala za vašo družbo, pridružite se nam tudi še na neuradnem delu tega srečanja, sicer pa hvala za udeležbo in lep večer še naprej. Prosim še odbojkarice, da pridejo na oder, da naredimo še eno veliko fotografijo vseh najboljših v letu 2023. Še enkrat hvala lepa in nasvidenje.